Konec novembra je na Pedagoški fakulteti v Mariboru v okviru gostujočega predavanja potekala predstavitev novega jezikovnega priročnika Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika dveh avtoric, in sicer doktorice Irene Stramnič-Breznik, redne profesorice za slovenski jezik na Filozofski fakulteti, in Ljubice Podboršek, strokovnjakinje za slovenski znakovni jezik. Projekt je trajal skoraj 3 leta, knjigo pa je izdala in založila Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Publikacija Medmeti je zagotovo zelo velik strokovni prispevek, znanstveni prispevek na področju slovnice slovenskega znakovnega jezika. Takih projektov želimo še več, nekaj jih je bilo že v preteklosti in menim, da lahko s sodelovanjem fakultet, različnih strokovnjakov, še poglobljeje raziščemo znakovni jezik in mu damo neko dodano vrednost kot državnemu jeziku. Pomen medmetov v slovenskem znakovnem jeziku je zelo velik, ker, kot sem že rekla, tega do zdaj še ni bilo, ampak medmeti pravzaprav povezujejo oba jezika, in govornega in znakovnega, in je to ena velika pridobitev in veliko bogatstvo za znakovni jezik, da imamo to tudi zabeleženo, da pač brez tega tudi ne gre, ker se gluhi praktično celo življenje izražajo s temi medmeti svojo mimiko. Medmeti so bili doslej zelo redko kdaj obravnavani tudi v jezikoslovju nasploh. O medmetih se je govorilo v vseh slovnicah, ampak vendarle zmeraj kot neka zadnja besedna vrsta. Nekje na koncu, ker so bili jezikoslovci v zadregi, kaj bi pa o tej besedici povedali. Medmeti odtehtajo to sočnost jezika. Kajti, ko mi govorimo, velikokrat uporabljamo mimiko, in pri medmetih pravzaprav toliko bolj. In dejansko so medmeti ena samo govorno dejanje. Ni treba mnogih besed. Z eno besedico lahko povemo to, kar bi sicer morali uporabiti 10-20 besed. Medmeti tudi najbolj izražajo naše čustveno stanje, naše psihofizično stanje. In je to zelo pomembno, tako da mogoče še posebej za gluhe, ki berejo našo obrazno mimiko, našo držo telesa in jim pove več kakor besedec. Ampak, ko se pa gluhi učijo te besedne vrste medmetov, recimo so te medmeti tako drobne besedice, na katere pravzaprav niso niti dovolj pozorni, čeprav se jih morajo naučiti tekom šolanja. In že ko otroci, recimo gluhi otroci, ko pridejo v vrtec, se takoj že tam seznanjajo z medmeti, in sicer posnemovalnimi medmeti živali. Otroci imajo zelo radi živali in seveda tudi slišeči otroci, ko še ne začnejo govoriti, živali poimenujejo po medmetu, recimo kravica je mu, račka je ga in tako naprej.
No in to isto obliko potem tudi ponujajo v vrtcu gluhemu otroku in to se on zapomni, ampak kasneje, ko se pa otroci začnejo učiti slovenskega jezika malo bolj sistematsko, naletijo v kakšnem stavku, recimo na ta medmet, pa ne vejo, kaj pomeni. Naprimer, če rečem, vprašaj ga, pa vprašamo, razumeš ta stavek? Ja, razumem, kaj pomeni? Ja, vprašaj Račko. Zaimkov se morajo posebej naučiti in to je za njih tudi zelo težko. Kasneje, ko so že skoraj odrasli, še kakšen včasih ne ve, kaj bi bilo to mu, ga, jo. Ne. No in ko sem jaz raziskovala te svoje medmete, sem se srečala z literaturo, z učbeniki slovenskega znakovnega jezika in ko sem jaz začela to prebirati, sem ugotovila, koliko stičnih točk ima besedni jezik in slovenski znakovni jezik. Da resnično medmeti so najbližji most med slovenskim besednim in slovenskim znakovnim jezikom. Čeprav je zakon o uporabi znakovnega jezika potrjen, pa žal v državi še vedno ni sistema, ki bi financiral razvoj znakovnega jezika. Zveza z sredstvi FIHO fundacije sofinancira razvoj znakovnega jezika, standardizacijo kreten, kot pa tudi, bom rekel, vsa nova spoznanja na področju slovnice znakovnega jezika. Trenutno je področje razvoja znakovnega jezika izredno široko področje. Medtem ko ena skupina gluhih standardizira kretnjo, druga skupina proizvaja učbenike za poučevanje, naslednja skupina pa dela na slovarju znakovnega jezika, si želimo še več področij, kot je recimo otroški znaki, potem je zgodovina razvoja znakovnega jezika, morda tudi uporabnost znakovnega jezika v zgodbicah, pravljicah, v didaktičnih materialih in tako naprej. Knjigi, ki je zdaj izšla, imamo v prvem delu zapis slovenskih medmetov, ki jih je okrog 700, mogoče še kakšen več. V drugem delu smo pa prikazali medmete v znakovnem jeziku. Teh je bistveno manj, mislim, da jih je okrog 120. To pa zato, ker za vse medmete tudi ni mimičnega izražanja, se pa zgodi, da recimo en medmet, ki je mimično izražen, lahko je v večjih sporočilih. Recimo, če dam sam primer, če rečem. Naprimer, vse je odprta usta, glasu se ne sliši in pod to mimiko lahko vsak, ki jo gleda, recimo, si pač predstavlja določeno sporočilo, ki ga daje oseba. Da kot jezikoslovka, kot humanistka sem dolžna tudi, recimo tako delovati v družbi, tudi pred študenti povedati to,
da moramo biti občutljivi drug do drugega. Sposobni moramo biti uživljanja in te empatije. In prav je, da slišeče opozorimo, da obstaja svet gluhih, ki je ravno tako izjemen, ravno tako bogat in da krasno lahko živimo v sožitju, samo drug drugemu moramo prisluhniti.